Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni v novič moji družbi. Gregor sem ponovno z vami in danes bomo naredili takšno eno uverturo, v bistvu neka nova tekmovanja, nove sezone. Seveda bomo poudarek dali tudi na Luko Dončića, LA Lakerse in vse, kar se zdaj mogoče malo pred sezono odvija okoli njega. Kaj trenutno počne Luka, kaj se dogaja z ostalimi reprezentanti, kaj lahko pričakujemo, kaj pravijo mediji, kaj se špekulira in tako naprej. Plus ena novost, ena naznanitev, na katero sem zelo ponosen, za katero sem zelo vesel. Skupaj s kolegom Dejanom sva ustvarila eno prototip sploh prvih majic Greg Skorta, ki vam jih že takoj na začetku prilagam. Tako izgledajo, dve različni verziji imamo na voljo in vkolikor bi želeli tole imeti, vkolikor želite podpreti Greg Skort kanal, lahko na mail, ki ga bom tukaj spodaj izpisal, oddate svoje naročilo. Postavili smo ceno 20 €, imamo žensko, moško in pa tudi otroško kolekcijo, tako da do konca tega meseca sprejemamo naročila in potem lahko pridobite svoje majice v naslednjem mesecu že k vam domov. Evo, to mi je všeč, da sem lahko naznanil, to je neka vrsta reklama, hkrati pa tudi podprete tukaj moje delo, moj Greg Skort kanal. Takole, gremo naprej. Dončić, večina vas tukaj me spremljate ravno zaradi Luke Dončića. Če pa ste tukaj vnovič oziroma novi, pa vas prav lepo povabim, da se naročite na moj kanal. Bomo govorili o takšnih zadevah, predvsem zdaj NBA se odpira, nova liga OTP banke, se pravi prva liga slovenska, NBA počasi začenja svoj cikel priprav. Gremo, štartimo. Zdaj najnovejša zadeva okoli Luke je to, da se že pripravlja na novo sezono in sicer obiskuje treninge Ilirije. Ilirija torej se pripravlja na novo sezono, še nekoliko so pomladili ekipo, bodo pa seveda zraven Krke in Cedevite Olimpije nastopali v ABA ligi, kar je v bistvu po moje zelo dobro za slovensko košarko. Mladi Slovenci bodo pa dobili več priložnosti na novem nivoju. In evo, ko smo ravno pri tem, lige se začenjajo, kako lahko mi kot navijači podpremo slovenske klube. Sezonske vstopnice so na voljo praktično pri vseh klubih, tako da to je en apel, poziv vsem navijačem, da s tem podpremo. Če pa že ne sezonsko, pa gremo si vsaj ogledati kakšno tekmo, ne? Da malo napolnimo dvorane, brez tega enostavno ne gre. Dobro, Luka Dončić, malenkost takoj po evropskem prvenstvu imel seveda nekaj pauze. Na srečo ni postilo, kot piše mediji, dobenih poškodb, nekih posledic. Zadnje evropsko prvenstvo, Luka že dela z žogo, predtem je malo igral pedal, predvidevam, da svojim kolegom reprezentančnim Edo Murićem, ki bo, če še mogoče kdo ne ve, letos igral za Ilirijo. Mislim, da je celo podpisal večletno pogodbo z njimi. Ilirija je v bistvu dala največ reprezentantov letos, Padjen, Robert Jurković se seli iz Krke, ta se pravi tudi Edo Murić, pa veliko je še tu nekih igralcev, ki so v mlajših kategorijah zastopali slovensko reprezentanco, no? Tako da mislim, da bo to ena lušna ekipca. Ko smo že pri slovenski košarki, danes po noči, ko tole snemam, se začenja super pokal, Cedevita Olimpija, Krka na Polzeli. Bomo videli, kako se bo tole izteklo. LA Lakersi, če gremo malo naprej, mislim, da zdajle letos bi pa mogoče lahko kaj bilo, malo okrepili, vse o tem sem že govoril, Ayton kot center, LeBron bo še ustrajal vsaj eno sezono, še vedno so tu neke špekulacije, mogoče da bi še lahko kaj okrepili moštvo, če še to sploh zdaj možno, ne vem, če govorim na pamet ali ne, mediji vse vemo vedno kaj govorijo. Robert Doris je, recimo legenda Lakersov, se zadnji oglasil, da bi se mogli znebiti pri Lakersih Austina Reevesa, ker pač po njegovem mnenju ni toliko dodana vrednost in bi ga lahko menjali za kaj drugega. Si pa pri Lakersih želijo Andrewa Wigginsa, je pa tu ena caka, ne? Pat Riley naj ga ne bi želel dati ravno k Lakersov,
ker bi predvideval seveda, da bi bila to izjemna okrepitev za njih, on pa še vedno malo zameri LeBronu Jamesu, da je takrat šel stran od Miamija, ko je bil še Godfather še vedno tam glavni, ne, da tako rečem. Tako ena zanimiva povezava se mi zdi, pa dokaj resnična. Evo, eno zanimivo sem odkril, v glavnem pred začetkom lige NBA so seveda se oglasili novinarji oziroma akteri, kdo bo bodoči MVP lige. ESPN je naredil neko analizo, mislim, da je bilo vse skupaj 20 glasov, če sem tukaj prav zasledil. 19 od teh je dobil Nikola Jokić, enega Luka Dončić, preostali pa nič. To so zdaj le, oziroma sta dva glavna kandidata za MVP-ja. Jaz mislim, da ima letos Luka kar dosti možnosti, v bistvu se to ponavljamo kot neka mantra že vsako leto, ampak mogoče glede na to, na njegovo fizično pripravljenost, pa če ne bo poškodb, pa če bodo Lakersi v zgornjem delu razpredelnice, pa se mogoče tudi to lahko zgledi, med tem, ko pa se mi zdi, da nekako Jokić malo zgublja na motivaciji. Mislim, da je to najboljši izraz motivaciji v igranju košarke. Vse njegove številke tudi na evropskem prvenstvu so briljantne, ampak nekako mu vse skupaj več ne pride toliko do živega, niti približno toliko kot njegovi konji, ne? Vse to že vemo. Lakersi začenjajo svojo predsezono 3. oktobra in bodo igrali proti Phoenixu. Nadaljujejo 5. proti Golden Stateu, isti tekmec 12. proti Golden Stateu, 14. nadaljujejo proti Phoenixu in kje, na katerih tekmah bo tukaj Luka Dončić igral, je kar vprašanje, kajti sem prepričan, da bo pa 15. oktobra, če se ne motim, v Las Vegasu pa igral proti Dallas Mavericksom. Oja, to bo zelo zanimiv dvoboj, glede na to, da se igra v Las Vegasu, bodo po moje tukaj, čeprav je predsezona šle vstopnice v nebo, ne? Ali dobro. Potem še 17. proti Sacramentu in pa začetek nove NBA sezone 21. oktobra proti Golden Stateu. Tako da lahko zapišemo 21. proti Golden Stateu. Ja, upam, da bodo trojka, da tako rečem, LeBron, Luka in pa Ayton glavni trije pri Lakersih. Vsi trije omenjeni upam, da bojo svoje dali tudi v obrambi. Zdaj le na tem mestu, če bo Luka pokazal voljo, željo in pa ta talent, da tako rečem, obrambni, ki ga ima, oziroma ki je dokazal na evropskem prvenstvu, če ga bo prenesel v NBA sezono, potem res lahko realno govorimo o kandidatu za MVP-ja. Kajti obramba Luke na evropskem je bila odlična. LeBron lahko odigra odlično v obrambi, spet, če mu to je. Ayton je bil vedno liability, bi temu rekli, ne, Američani, malo vprašljiv glede njegove obrambe, ne. Ampak dobro, tukaj pa potem peterko še dopolnjuje Austin Reeves, pa mogoče kakšen Hachimura, ali pa če bo še kak visok igralec na centru, to bodo pa potem oni se odločili, ne. Da ne pozabim Smarta, obrambnega specialista, ki se je pridružil ekipi pred začetkom te sezone. Super. Oklahoma City, mislim, da eden izmed glavnih favoritov. Indiana je lani presenetila, bomo videli, kaj lahko pričakujemo od njih. Pa bomo še potem tekom sezone videli, kdo je zanimiv. Boston jaz ne bi nikoli odpisal. Cleveland se je lani odlično držal. Bomo videli, tudi Mavericksi so nevarni, ampak bolj kot Mavericksom privoščim, bolj se zelo veselim dvobojev, ki jih bomo letos priča med Lakersi in Mavericksi. Kaj pa menite vi? Spodaj zapišite v komentar, kaj je tisto, kaj najbolj pričakujete od lige NBA, kaj pričakujete od Luke, Lakersov, dvobojev Lakers, oziroma sami, kaj mogoče najbolj pričakujete. Ali od NBA, ali od slovenske lige, ali od slovenskih igralcev, na kaj se najbolj osredotočate v novi sezoni. Če dam za zdaj ligo NBA malenkost na stran, bi še opozoril na eno zadevo. Nebojšo Joksimovića poznate. Kaj pa mogoče Stefana Joksimovića? Stefan Joksimović je sin Nebojše Joksimovića. Zdaj v čisto mojem zadnjem videu na
kanalu Greg Skort sem izpostavil njegovo predstavo proti Valenciji. Fant je star 16 let, torej proti Valenciji U16. Proti evroligaški Valenciji, se pravi Baskonija, evroligaška ekipa, prijateljska tekma, mislim, da je bil celo turnir proti Valenciji, seveda evroligaškemu moštvu. Stefan Joksimović je začel v prvi postavi, ne vem točno koliko je odigral, je pa na koncu dosegal 10 točk in celo nekaj asistenc. 2 step back trojki, prodor, ena zelo lepa asistenca, to se je dalo videti iz nekih kratkih povzetkov, ki sem jih našel na spletu, in pa, kot sem že dejal, moj zadnji video njegovih teh 10 točk, če sem povsem natačen, 8 sem jih našel. Zelo zanimiv igralec, letos je igral na Evropskem prvenstvu za Slovenijo do 18 let, je pravi krepko mlajši, ampak je bil eden izmed vidnejših članov. Tako da, če tukaj povzamemo, da smo 2029. gostimo skupino Evropskega prvenstva v Ljubljani, on je vsekakor eden izmed kandidatov, ki bi lahko zapomnil kakšno mesto ob Luki Dončiću. Gre pa za organizatorje igre, no, da tako rečem. Suhljat fant, visok, izjemno eksploziven, zelo dobrega meta, morda še boljšega prodora. Tako da zapišite oziroma zapomnite se ime Stefan Joksimović. Tako, ob tej generaciji, ki še prihaja, mlajše kategorije naše so letos isto tako razturale, no, v glavnem, tukaj še je Žak Smrekar, na katerega ne smemo pozabiti, Mark Padjen, ki je bil tudi zraven v članski reprezentanci zdajle, Urban Klaužar Vensejo, prvak lani, potem je tu Samar, da ne naredimo komu kakršne koli krivice, so še tu fantje, na katere resno lahko razturamo, ampak fajn je, da jim damo priložnost, ne, o tem sem tudi že govoril v enem izmed mojih zadnjih podcastov, ne. Še mogoče zadnja novica, kar se tiče prestopov in slovenskih igralcev. Zoran Dragić je prestopil v ABA ligaša in sicer v Split. To je kar zanimiva zadeva, 36 let mislim, da zdaj že šteje, tako da v bistvu malo že v jeseni svoje kariere, pa vendar dokaj visok nivo, ampak tudi dokaj blizu družine, doma. Mogoče bo to zanimivo spremljati, nekako pa kaj. Urban Krofliča nisem prej omenil, za Mego letos zelo računajo nanj v Megi, že na samih pripravljalnih tekmah, med drugim so se pomerili tudi z nekaj NCAA moštvi, je močno opozoril nas, kar nekaj fajn predstav, še en levičar, še en organizator igre, nisem prej omenil, seveda je Stefan Joksimović tudi levičar, kaj imamo mi teh levičarjev, to je prav neverjetno, spomnite Lakoviča, Udriha, Gorana Dragića, Zorana sem prej omenil, mislim, to je kar nekaj. Recimo Jaka Blažič je levičar, ki igra z desno roko, ste vedeli tole? Pa še eden izmed najboljših košarkarjev na tem svetu dela podobno. LeBron James je levičar, pa cel čas meče z desno, ja. To so ene take zanimivosti, no, ki jih velja omeniti. Zdaj, tole ni reklame, ampak recimo Gatorade, ne, ki ga sponzorira Luka, se da v enem izmed slovenskih trgovin Mercatorju dobiti. Hidracijska pijača, v glavnem polna elektrolitov in tistega, kar ti pač, oziroma kar zmanjka telesu po telesni aktivnosti, tole s tem pridobite nazaj. Pa dobro je predvsem to. Ja. V glavnem prva liga štarta, kaj kmalu, mislim, da že v petek, Ilirija Podčetrtek, Drži in pa Laško proti Krki. In potem tako naprej, že 27. se pravi naslednji dan, Šenčur Hopsi in pa Šentjur Rogaška in tako naprej, v glavnem vse skupaj štarta, mlajše kategorije pa trenutno igrajo kvalifikacije. Ja, mislim, da sem neke glavne zadeve zdajle, kar se dogaja, dal ven. Še enkrat vas lepo povabim, da spodaj pokomentirate svoje zadeve, kar bi želeli mogoče dodati, mogoče s čem se ne strinjate, s čem se strinjate, kakorkoli. Še enkrat lepo se zahvaljujem vsem, ki se me spremljate, vabljeni, da se naročite na moj kanal za podobne vsebine. In pa še enkrat, nova oprema, oziroma sploh prva oprema Greg Skorta. Tukaj lahko vidite možnost naročitve do konca tega meseca na e-mail, ki sem ga tukaj dal zraven.
20 evrov je tale cena enotna za moško, žensko oziroma otroško kratko majico. S tem seveda podprete moj projekt, moj kanal in pa na nek način mi naredite reklamo. Bom zelo hvaležen in zelo cenim vsako naročilo. Tako, bodi si dovolj od mene, Gregor sem bil z vami iz GregSporta. Spremljajte Luko Dončića, spremljajte in podpirajte slovensko košarko z kakšnim odhodom na kakšno tekmo, skupljeno kakšno letno vstopnico in podpirajte GregSport. Dobimo se naslednjič na istem mestu, na istem kanalu. Z vami sem bil Gregor iz GregSporta. Prav lepo vas pozdravljam. Do naslednjič se vidimo. Čau.